moraš sem študirala, ali kako na mene ta baba smotana izkorišča, prasica največja davčna okolje, pa tak pravim, jaz tekle me je poslala, sem da moram jaz zdaj tole narediti nek uvod, ali kaj se vem kaj moram narediti, ko nje še kar ni, ali da je ni. Ja, pač lahko je še stik. Iz Ljubljanskega studija 136, štole zdaj so vesti na vesti, kaj dosti več si pa ne mogla zmisliti, dokler doma, kje hodiš ti, Marija sveta, Dej grem jaz zdaj, v glavnem iz 136 studio vesti na vesti, zdaj pa ona naprej to handlala. Zavod 25. junij je vložil 5363 podpisov za razpis referenduma o vstopu Hrvaške v NATO. Eden od podpisnikov je bil seveda Joško Meja Joras, ki je podpise v družbi direktorja zavoda Marjana Podobnika v državni zbor prinesel lastnoročno, seveda skupaj z njim in vsemi ostalimi, in 15 minut pred iztekom 7-dnevnega zakonskega roka. Podobnik je izrazil skrb, ker je odbor državnega zbora za zunanje zadeve na nujni seji razpravljal o zanimivem nekem predlogu od SLS-ja. No in po tem odloku bi moral državni zbor ob ratifikaciji vstopa Hrvaške v NATO sprejeti tudi posebno izjavo, s katero oziroma v kateri bi izpostavili, da Slovenija ne priznava hrvaških predpisov, ki prejudicirajo mejo po 25. juniju 1991. Bojim se, da se uresničujejo naše napovedi, da se pripravlja mednarodna medijacija, kjer bi vsebina pomenila te medijacije oziroma predlog, ki se ga usklajuje tudi to, da se Slovenija odreče delom ozemlja in morja, ki ga je imela po osamosvojitvi oziroma je imela tam svojo suverenost in da se Slovenija odreče teritorialnemu neomejenemu dostopu na odprto morje. Čuješ, a sem že jaz na vrsti, ha? Ne še, no. Premier Borut Pahor je državljane že pozval, naj pobude za razpis referenduma o vstopu Hrvaške v NATO ne podpišejo, da ne bi slučajno podpisali tega. Ne, sploh. S tem, ko je državni zbor potrdil protokol o vstopu Hrvaške v zvezo NATO, je pokazal, da zna ločiti jabolka od hrušk. Če smo imeli pri vključevanju Hrvaške in imamo pri vključevanju Hrvaške v Evropsko unijo utemeljene zadržke in smo znali z argumenti o njih prepričati tudi mednarodno skupnost, bo sedaj z odločitvijo za referendum imela Hrvaška v rokah argument v mednarodni skupnosti, da je Slovenija nagaja iz kaprice. Sicer pa se je vladna delegacija s premierjem Borutom Pahorjem na čelu in ministrom za okolje in prostor Karlom Erjavcem za predsednikovo levo ramo včeraj končno sestala z ljubljanskim Zoranom županom Jankovićem. Padla je odločitev, da bosta vlada in mestna občina Ljubljana za rešitev vseh aktualnih vprašanj ustanovili mešano komisijo. Kljub temu, da smo takoj od izvolitve nove vlade naprej izmenjevali mnenja in stališča o nekaterih aktualnih vprašanjih, in zavedajoč se, da nekatera vprašanja župan in njegovi sodelavci, kar jaz z mojimi sodelavci tudi uspešno rešujeva, postaja nekaj odprtih vprašanj take narave, ki terjajo temeljitejši premislek in tudi skupno stališče. Seveda sta se oba gospoda pogovarjala tudi o denarju, kaj pa drugega. Konkretno o višini zneska, ki naj bi ga dobila mestna občina Ljubljana, pa tudi o tem, kako bo ta denar prišel v MOL. Pod ceveh za kanalizacijo. Pri spremembi zakona o financiranju občin pred 2 letoma je namreč Ljubljana pri rezanju finančne pogače nekoliko izvisela. Če smo čakali 2 leti, bomo za kvoto počakali še 40 dni v upanju, da bomo oboji zadovoljni. Predsednik vlade je povedal, da nadaljuje dobro prakso, ki je prejšnja vlada zastavila. Moram samo to dodati, da je to bilo res v teoriji za Ljubljano. To ni bilo tako, ker po 2 letih se nismo uspeli sestati nikoli tu v Ljubljani, v mestni hiši, kljub našemu povabilu, razen tega sestanka 5. februarja 2007. Sama si videla Erjavca, kako je on grdo pogledal, ne, tam odzad. Ja. A veš, kaj te bi zdaj govorili tole neki, Ti spati. daj ti berla naprej.
No, ko smo že glih pri Ljubljani, ministrica za kulturo Majda Širca je pokomentirala novi odlok o Plečnikovi tržnici, ki je začel veljati 14. februarja. Z novim šetim odlokom je omogočena gradnja garažne hiše pod tržnico. Tis pa je trepa, menda ja ne. Samo Širca zatrjuje, da Plečnikovih arkad gradnja ne sme ogroziti. A to zdaj pomeni, da pol bojo gradili pod tržnico, ali kaj? Jaz nič ne razumem več. Dej pičim, jaz meni se ne da res, to pa reči tu mač zame. Nas ne zanima, ali je tam pod tržnico garaža ali karkoli drugega. Nas zanima to, da tisto, kar je zdaj zaščiteno, ostane zaščiteno. In v tej smeri tudi odlog gre. Kar bojo pa v nadaljevanju počeli, seveda bojo vedno morali skladno z zakoni, ki ščitijo arheologijo in dediščino in seveda z smernicami Zavoda za kulturno dediščino. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Zdaj pa v festivalu Gibanica, kakorkoli že pač neki zvezi z gibanjem je po moje to povezano. Direktorica festivala Nataša Zavolovšek. Sem Nataša Zavolovšek, izvršna producentka festivala Gibanica. Gibanica je festival sodobnega plesa. Gibanico pečemo in plešemo vsake 2 leti. Delamo jo skupaj v soorganizaciji s Cankarjevim domom, Plesnim teatrom, Bunkerjem, Fičo baletom, Triola in Društvom za sodobni ples. Gre za res lep dogodek. Letos si boste od 19. do 22. februarja lahko gledali 20 predstav in sicer predstav, ki so jih izbrali trije tuji in domači selektorji. Predstave si lahko gledate v Cankarjevem domu, Plesnem teatru, v Stari mestni elektrarni, v gledališču Glej in v atriju SCRU. Vse karte ves ta dogodek smo si zamislili kot nekakšen praznik sodobnega plesa. Ravno zaradi tega so tudi karte v bistvu zelo poceni, 5 evrov, in se lahko kupijo v Cankarjevem domu ali pa 1 uro pred predstavo. Na koncu bi v bistvu samo to dejala, plešite z nami in se vidimo. Ministrstvo za kulturo 2 tedna pred iztekom abolicije, kaj pa ti to je? Ne veš, ali da ne, se jaz tudi ne vem. S posebno kampanjo pač ministrica poziva fizične in pravne osebe, ki hranijo arheološke predmete brez potrdila o izvoru, da jih prijavijo pristojnim inštitucijam. Kazen za kršitelje ne bo samo vzgojna, ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal obljublja tudi resno akcijo. Znotraj policije se ta kazniva dejanja preganjajo v sklopu premoženjskih kaznivih dejanj in znotraj kriminalistične uprave imamo posebnega inšpektorja, ki je zadolžen prav za to področje. No, še predno je zakon uvedel policijo, je policija že bila aktivna, tako da je redno pregledovala razne bolšje sejme, potem aukcije, kakšne druge spletne prodajalne umetnostnih in arheoloških del. Veš, tole sem najdla jaz včeraj. Včeraj sem nekaj kopala tam po vrtu, pa sem rekla, klin, zakaj pa te še tale lopata, za meni tak čuden dela, džuf je naredilo, ko sem noter, takle, boing. Pa sem rekla, klin, zdaj moram pogledati, kaj je. Pa sem pa še to potegnila. A misliš, da mogla plačati, kaj? A misliš, ali kaj? Dej te pa zbriši še to, da ne bo kdo videl. Jaz nič nem plačala, nobenimo, ste vi pretegeni malo. Šla pa dota nekam, pa prodala še to zadevo, ker nem okol govorila, nobenimo, zgaba tej bi. Še to moram povedati. Nocoj ob 8:30 bosta Gregor Rozman in Kobrovski v MCU Port v Celju predstavila svojo zabavno, seksualno, psihadelično, kratko prozo oziroma poezijo. Večer sta avtorja poimenovala Celjski kurbizmi in kobrizmi. Kurbizmi in kobrizmi. Brane, jaz bi fukala. Ne smeva. Se popraskal po jajcih in opazil, da sem le vzpod. Fukala. Sem rekel, da boš breja. Na prsih pa sem nosil enormno negovano črno. Imam. Opet v trafiko. Parfumov nisem uporabljal, moja edina povezava. Fukala. Boš jutr fukala. Ure,
vreme bo ugodno za hitrostno izkopavanje morebitnih paleozoidskih izkopanin, ki se hipotetično nahajajo pod ritjo vašega zeleno-rumenega zimskega vrtnega palčka. Zatorej zavihite rokave in na juriš. Če kaj najdete, vam lahko mi shranimo za nedoločen čas. Sam nič vam nismo povedali. Iz Ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Ostanite še naprej zdravi.